Dober večer vsem skupaj. Kako vam gre praznjenje posodice? Oziroma bolje bi bilo vprašati, ali je v vaši posodici že kaj novih supermoči? Dragi moji, včeraj sem vas povabil, da si vzamemo čas za ljudi okrog nas. Tudi današnja zgodbica kliče k temu, da bi posvetili čas drugim in s tem polepšali nekaj trenutkov tako njihovega kot našega življenja. Da bi mir, ki je pri nas, podelili z drugimi. Prebral vam bom zgodbico Boba Hartmana iz knjigice Zgodbe za Božič, ki je bila izdana pri založbi Ognjišče. Zimska pot kralja Vaclava. Bilo je dan po Božiču, na praznik svetega Štefana, in Vaclav, kralj Češke, je gledal skozi okno svoje palače. Za njim je v kaminu gorel ogenj. Njegov obilni trebuh pa je bil poln in njegovo srce je prekipevalo od veselja teh prazničnih dni. Tedaj je kralj Vaclav zunaj na snežnih poljanah nekaj opazil. Lahko bi bila to divja žival ali kakšen klateški pes. Ko pa je pogledal bolj natančno in je še napenjal oči skozi padajoči sneg, je ugotovil, da je to človek. Vaclav je poklical paža, enega svojih mladih služabnikov. Kdo je tisti tam zunaj? Je vprašal in pokazal skozi okno. Tudi paž je iskal s pogledom skozi sneg, ki je vztrajno padal. Neki stari kmet, je skomignil z rameni. Mislim, da mu je ime Vladimir. Najbrž nabira drva za kurjavo. Kralj je pomislil na tega moža, pa tudi na to viharno zimsko vreme. Potem je pomislil na vse svoje bogastvo in izobilje za zidovi njegove palače. Kje pa živi ta mož? Je vprašal kralj. Daleč od tod, tam pod gorami, je odvrnil paž. Zakaj me to sprašuješ? Ker mu bova pomagala, je rekel kralj in z dlanjo rahlo udaril malega paža po hrbtu. Prinesi mi hrane, prinesi mi vina, prinesi mi suhih drv, je ukazal kralj. Šla bova za njim na njegov dom. Toda vaši gosti, je ugovarjal paž. Vaše božično praznovanje. Kako bi mogel praznovati, je zavzdihnil kralj, ko pa ubogi človek nima niti toplega doma. Hrane, vina, drv, je znova ukazal. Tokrat tako odločno, da si paž ni upal več ugovarjati. Kralj in paž sta se s težavo prebijala skozi sneg z ramo ob rami. Roke sta imela polna daril. Veter je zavijal, sneg je neusmiljeno padal. Kmetova hiša je bila daleč proč. Zaradi utrujenosti je paž začel kmalu zaostajati. Vaše veličanstvo, je vpil skozi vihar. Ne vem, če bom lahko šel naprej. Zelo sem utrujen. In moje noge so tako mrzle, da jih skoraj več ne čutim.
Kralj Vaclav se je ustavil, da bi razmislil, kaj naj stori. Želel je pomagati ubogemu kmetu, toda ne za ceno življenja mladega paža. Že ga je hotel poslati domov, ko se je nečesa domislil. Stopaj za menoj, fant, Je rekel prijazno. Položi svoje noge v moje stopinje. Videla bova, če bo to kaj pomagalo. Tako je tudi storil. Ko je paž stopal v stopinje svojega gospodarja, se mu je zdelo, kot bi bila zemlja pod njim topla. Topla zaradi kraljevih stopinj. Tako je bilo zdaj veliko lažje gaziti sneg. Kmalu sta prišla do kmetove koče. Stari Vladimir ni mogel verjeti svojim očem, ko se je na njegovem pragu pojavil sam kralj. Še bolj pa je bil presenečen, ko je kralj položil preden darila in zaklical. Hrana, vino, drva, pa vesel božič. Zgodba o kralju Vaclavu in njegovi zimski poti se je kmalu razširila naokrog. Morda je paž prvi to pripovedoval. In čez mnogo let so zgodbo prelili v pesem. In to pesem še danes mnogi ljudje pojo na sveti večer. Veste, dragi moji, nihče ni rekel, da je opravljanje dobrih del vedno lahko. Ravno obratno. Velikokrat nas dobra dela izmučijo. Velikokrat zahtevajo dosti vloženega truda in energije. Starši, ki se trudijo, da nam je lepo, da smo brez skrbi, ki nam vse omogočajo. Animatorji na oratorijih, ki zberejo energijo, da se cel teden podijo z vami. Vsak dan odigrajo igrico in vam predajo božji nauk. Vi, otroci, ki pomagate doma pospraviti hišo, morda pometete dvorišče, pomagate pobrati krompir in še marsikaj. Vse to zahteva veliko energije. In včasih se nam zazdi, da ne zmoremo več. A potrebno je iskati stopinje v snegu. Stopinje Boga, ki jih je odtisnil v sneg, da nam olajšajo pot, da nam segrejejo mrzle noge, da lahko pridemo do konca. Veste, z dobrimi deli, vloženim trudom in božjo pomočjo, tudi mi puščamo stopinje drugim, ki jim je težko. Prosimo Boga za pogum in moč, da bomo tudi mi lahko puščali tople stopinje, ki nas bodo pripeljale do super junaka. Lahko noč.